Ko je učenec pripravljen, pride učitelj. In takrat je bilo v nekem mojem obdobju cel kup izzivov. Torej izzivov doma, moji starši so se takrat ločevali, izzivov, ki sem jih imel z področja posla, financ, odnosov. Torej, to je bilo res, kot bi rekel, da je bilo moje življenje v rasulu, tudi nisem skrbel za sebe, za svoje zdravje. Jaz mislim, da tudi se nisem imel pretirano rad v tistem obdobju. In kar naenkrat po spletu okoliščin, ker to ni se zgodilo čez noč. To je bilo neko daljše obdobje, končal v bolnici, sem imel težave s srcem in potem tako huda bolečina, ko je bila takrat v meni v tistem trenutku, je bilo neke vrste klic na pomoč. Danes je z nami Aleksander Šinigoj, master trener za NLP, neurolingvistično programiranje, pa tudi motivator, coach in verjetno še kaj drugega. Aleksander, dobrodošel pri nas. Kaj bi še mogla našteti? Najprej hvala lepa za to povabilo, mi je v čast in veselje. In najbolj pomembno, da tako na začetku že postaviva nek temelj je, da sem predvsem tukaj kot nekdo, ki je človek in z vsemi temi tehnikami ostajam človek in bi rad en mozaik tega znanja ali pa izkušenj, ki sem jih pridobil skozi svojo osebnostno rast, podelil z poslušalci, gledalci, tako da upam, da bo danes nekaj koristnega. Povej nam za začetek, kaj NLP sploh je, da si bomo znali malo bolj predstavljati. Zdaj, jaz sama ga tudi ne poznam, tako da moja prva asociacija pri NLP-ju je neznani leteči predmet. NLP je v bistvu zbirka koristnih praktičnih tehnik, s katerimi lahko programiramo um. NLP je nastal kot proces modeliranja odličnih terapevtov. Moj mentor, dr. Richard Bender in John Grinder, sta modelirala takrat Fritza Perlsa, Virginio Satir in enega najboljših hipnotizerjev vseh časov, Miltona Eriksona. In iz tega ven sta rekla, wow, tukaj imamo tehniko za odpravo strahov, tukaj imamo tehniko za spremembo prepričanj, tukaj imamo tehniko za povečanje motivacije, tukaj imamo tehniko, kako nekomu pomagamo konsistentno, torej tehniko, s katero res dosegamo rezultate, dajmo to zapisati v neko proceduro in dajmo to prenašati naprej svetu. Tako je nastal NLP oziroma neurolingvistično programiranje, ki je neke vrste daljinec do uma. Ker včasih ljudje imajo najboljši televizor in nimajo pa daljinca, kako premikati postaje na tem televizorju oziroma narediti neke spremembe. Se pravi, komu je nekako namenjena ta metoda? Kdo so ljudje, ki jim pomagate? Ali pa kire težave v življenju, pri katerih težavah v življenju si lahko pomagamo z NLP tehnikami? Ne? Kaj se ti dogaja v življenju, da rečeš, ok, to bi pa lahko rešil z NLP tehnikami ali pa tle mi bi pa lahko pomagal NLP trener? No, v preteklosti, v 70-ih letih prejšnjega stoletja so NLP tehnike začele najprej pomagati ljudem, ki so imeli zelo zahtevne in tudi so bili hospitalizirani, so imeli zahtevne izzive na področju notranjega sveta in so najprej cel kup ljudi s temi izzivi NLP tehnike pomagale jim, da so lahko zaživeli neko normalno življenje. Kasneje so se pa tehnike preslikale v področje športa, torej vrhunski športniki danes uporabljajo NLP tehnike, da so lahko še boljši. Na področje zdravstva, medicine, to pomeni, da gre za neke vrste komplementarno medicino, pomagamo ljudem, da si ob uradni medicini še dodatno pomagajo. V šolah se veliko NLP tehnike uporabljajo, to pomeni, da se učenci, otroci hitreje učijo, da odpravljajo strahove. V prodaji, vodenju, odlični prodajalci, vodje so danes opremljeni s temi tehnikami. Torej, NLP je iz tega področja, ki je bilo ozko usmerjeno, ko so uspeli neko zaključeno manjše število ljudi, ki jim prej nobena medicina, torej psihiatrija ali pa psihoterapija ni mogla pomagati in so te ljudi potem postavili v tako imenovan normalni svet in niso več bili hospitalizirani, so iz tega sveta, ko so ugotovili, wow, te tehnike delujejo, ne vemo kako, ma res dobro ali pa učinkovito delujejo, so jih začeli potem preslikati na vsa področja, kjer si nekdo želi izboljšati delovanje uma, spreminjati navade, prepričanja, vrednote
in na nek način prevzeti nadzor nad svojim delovanjem. Torej, začelo se je tako bolj kot neke vrste študija odličnih terapeutov. In kasneje so rekli, wow, se to lahko uporabimo še tudi kje drugje, tudi v prodaji ljudje potrebujejo odpraviti kakšno omejujoče prepričanje, ali pa tudi v športu imamo športnike, ki so bili na nekem trenutku vrhunski in potem jih je ena poškodba ali pa nek splet okoliščin premaknil nazaj navzdol in so s temi tehnikami se vrnili spet na neko vrhunsko področje, na prvo mesto. Kako te je pa življenje pripeljalo do vsega tega, s čimer se zdaj ukvarjaš? Zdaj nekje sem brala, da 20 let nazaj si imel težave s srcem. A je bil to ta nek tvoj prelomen trenutek? Kaj si takrat ugotovil in predvsem, kaj si spremenil? Jaz večkrat poudarjam, da ko je učenec pripravljen, pride učitelj. In takrat je bilo v nekem mojem obdobju cel kup izzivov. Torej, izzivov doma, moji starši so se takrat ločevali, izzivov, ki sem jih imel z področja posla, financ, odnosov. Torej, to je bilo res, kot bi rekel, da je bilo moje življenje v rasulu, tudi nisem skrbel za sebe, za svoje zdravje. Jaz mislim, da tudi se nisem imel pretirano rad v tistem obdobju. In kar naenkrat po spletu okoliščin, ker to ni se zgodilo čez noč. To je bilo neko daljše obdobje, končal v bolnici, sem imel težave s srcem in potem tako huda bolečina, ko je bila takrat v meni v tistem trenutku, je bilo neke vrste klic na pomoč. Kaj lahko naredim, da najprej sebi pomagam. Jaz nikoli nisem razmišljal, da bom, tako kot zdaj, ko sem tukaj se pogovarjava o NLP-ju, da bom drugim to posredoval. Jaz sem prvo hotel sebi rešiti življenje ali pa sebe spraviti spet na neko normalno pot. In ker sem mogoče nekoliko bolj matematičen, logičen tip, sem iskal nekaj, kar bi verjel, da res deluje. In potem sem šel skozi pot učenja, raziskovanja, spoznal nekih mojih mentorjev. V tistem začetnem obdobju je bil Tony Robbins, en tak mentor, ki je tudi začel kot NLP trener na začetku in potem do dr. Richard Menderja, soustanovitelja NLP-ja, tako da sem zdaj neke vrste pri obeh trener, torej pri obeh še vedno pomagam, dajem nazaj to, kar sem takrat dobil. In od tam naprej, ko sem videl, kako je to meni spremenilo življenje, kako sem lahko prej bil praktično izgorel, ali pa takrat nisem niti teh definicij tako široko uporabljali, kot se danes, kako sem takrat bil brez nekih moči ali pa energije življenja ali pa sposobnosti, da pomagam sebi in da sem učinkovit, uspešen na različnih področjih življenja, od zdravja, od partnerstva, odnosov, starševstva in tako naprej, da je bilo praktično vse moje življenje bolj ali manj minus, da sem lahko sebi pomagal in potem iz tega ven tudi sem rekel, wow, kako je to čudežno, kako to lepo deluje, wow, kako, dajmo še komu pomagati. In potem na začetku je bilo par prijateljev, ki so rekli, daj povej nam, kaj ti vse tu študiraš? In sem tako malo brezplačno organiziral kakšno tako srečanje med prijatelji in so rekli, wow, to je res dobro. In potem se spomnim, da bi nekdo rekel, Aleksandar, ti moraš to dati naprej svetu, ne samo nam, tej oski obliki, ne smeš biti egoističen, posreduj naprej. In iz tega se je potem zgodilo to, kjer sem danes. Kaj pa te pomeni osebna rast? Kaj ti ta pojem predstavlja? Življenje ni konstanta. Mi vemo, da ali rastemo, ali gremo navzdol. Ali gremo naprej, ali se vračamo nazaj. In osebnostna rast samo pomeni to, da se spreminjamo v osebo, ki bi radi postali. Torej, osebnostna rast pomeni, da mi imamo neki ideal. Mi si želimo, da bi se vedli na določen način, da bi se obnašali na določen način, da bi določene stvari v življenju manifestirali, privlačili, da bi si ustvarili določeno materialno življenje, duhovno življenje, čustveno življenje. Torej, nekdo, posameznik ima cel kup želja in osebnostna rast samo pomeni to, da se spremeni človek, posameznik, v osebo, na katero je lahko ponosen, na katero lahko računa, v osebo, v kateri uživa življenje, v kateri začuti nek mir ali pa neko izpolnjenost. Osebnostna rast pomeni rast posameznika kot osebe
različnih področjih. Pa se ti zdi, da je lahko nekdo srečen in uspešen v življenju brez zavestnega dela na sebi, se pravi brez spreminjanja, nekako da živi na avtopilotu, pa je srečen, pa uspešen? Zelo odvisno je od tega, kakšne vzorce ima nekdo v svojem notranjem svetu. Ko opazujemo nekatere ljudi danes, ki so na avtopilotu in živijo od danes do jutri, se tako imenovano vrtijo v tem začaranem krogu, opažamo, da so polni nekih omejujočih prepričanj, da živijo v nekem transu, po nekem notranjem svetu, ker je vse narobe, igrajo vlogo žrtve in tak avtopilot potencialno vodi v to, da oseba živi življenje, ma nikoli ne v resnici živi. In zame pomeni živeti življenje to, da se nekdo prebudi iz tega avtopilota in reče, kaj si jaz pravzaprav želim? Kaj je moje poslanstvo? Kaj so moje sanje? Kje si želim biti čez 5-10 let? In reči, to si jaz želim, tja grem. To je moje poslanstvo, to so moje sanje. In ko se nekdo prebudi iz tega avtopilota ven, reče, se mi ni treba se tako voziti vsak dan znova in znova. Jaz sem tista, ki odločam, kam bom šla. Jaz sem tisti, ki odločam, kaj bom ustvaril, naredil. Je potem življenje bistveno lepše. Ker nekdo ima kar nekaj občutek, da sam upravlja svojim notranjim svetom, svojimi mislimi, svojimi občutki. Zdaj ti spadaš med 30 najboljših NLP trenerjev na svetu. Po čem se meri ta uspeh? Torej, to je nek poseben certifikat oziroma posebno priznanje, ki ga soustanovitelj NLP-ja, dr. Richard Bandler, izda najboljšim trenerjem, ki jim tudi reče, da so potem licenčni, master trenerji NLP-ja. In ta organizacija, to je ta največja in najstarejša mednarodna zveza za NLP, ocenjuje naše delo skozi več kriterijev. Torej, kriteriji so seveda, koliko študentov ali pa učencev gre uspešno skozi ta proces, kako se mi razvijamo, dodatno izpopolnjujejo. Torej, je res neko tako širok način opazovanja in ocenjevanja in na koncu pride to priznanje. Meni je bilo v čast veselje, da sem to dobil pred nekaj več kot 4 leti v ZDA in je bila samo potrditev tudi, da je Slovenija na tem NLP zemljevidu prisotna, da se tudi v Sloveniji ta trg prebuja, razvija, da ljudje vedno znova bolj želijo ta znanja pridobiti v svojem življenju. Zato sem hvaležen in počaščen za to priznanje, seveda. Kaj pa bi rekel, da je tvoj največji uspeh do zdaj? Zdaj, ko merimo uspeh, lahko merimo po različnih kriterijih. Zagotovo bi jaz rekel, da je moja družina, ker se v njej najbolj domače počutim, ko sem lahko jaz. In to okolje, kjer lahko spustim vse zavore in potem, ko bi šel naprej razmišljati o družini, bi rekel, takoj za družino je moja mastermind družina. In ko rečem mastermind družina, je najprej ekipa sodelavcev, s katerimi sodelujem, z nekaterimi že prav od samega začetka, ekipa mojih coachov, asistentov, kjer včasih, ko jih pogledam in se pogovarjam z njimi in dobim neke povratne informacije, si rečem, Aleksandar, ti si najbolj srečen človek na tem planetu, ker imaš tako čudovite ljudi, s katerimi si obdan. In na koncu so ljudje, ki pridejo k nam na delavnice. To so moja širša mastermind družina. In ko sem začel s temi delavnicami, se je tako zgodilo, da je v nekem procesu izobraževanja se skupina neverjetno povezala. Največkrat se skupina tako poveže, da nekdo deli svojo bolečino. In kar naenkrat v skupini ljudje opazijo, da niso sami, ki imajo bolečino, da niso oni edini, ki so zboleli za rakom, da niso oni edini, ki so doživeli neko težko ločitev, da niso oni edini, ki so doživeli neko izgubo otroka, partnerja, karkoli že, ali pa da imajo oni edini težave v poslu. Kar nekaj se skupina poveže med sabo in v tistem trenutku, kar opazim je, da kako čudovita skupina. In potem dobim neko misel, zdaj smo tako imamo lepo, kaj pa pol, a bo naslednja skupina tudi tako fajn. Kje bomo še najdli tako fajn ljudi? Se jih ni več v Sloveniji tako fajn. In potem pride nova skupina in rečem, spet so fajn ljudje. In zato sem res ponosen, da je v bistvu moj največji uspeh to, da ustvarjam
s to mojo družino, ožjo, najožjo, če zdaj govorim prav družino, ali pa vsemi družinami, ki sem jih zdaj omenil, da ustvarjam čarobne trenutke. Ko nekdo pride k nam na delavnico, dostikrat doživi neki aha trenutek ali pa sprejme neko odločitev, da bo naredil preostanek življenja lep. Ne glede na to, kakšno bo zunaj vreme, ne glede na to, kaj bodo drugi mislili, ker dostikrat ljudje pohojujejo svojo srečo glede na to, jaz bom samo srečna, če bo moj otrok srečen, ali pa če otrok konča šolo, ali pa če se bo to zgodilo. In kar nekaj je tukaj ena taka čudovita družina, mastermind družina ljudi, kjer se med sabo povezujejo, se imajo radi, si pomagajo in vsi stremijo k nekemu cilju, ki je lepši, boljši jutri. Tako da ta del, da pomagam ustvarjati čudovite trenutke, da sem neke vrste DJ, ker oni sami plešejo pol. Jaz dostikrat rečem, ko se pohvalim z rezultati naših strank, imamo res fantastične rezultate, ti ljudje delajo neverjetne preboje, ko jaz poslušam včasih, rečem, wow, kako neverjetno, kaj si se dosegel, ko nekdo shujša toliko kilogramov ali pa naredi nek neverjeten preboj v poslu ali pa najde partnerja po ne vem koliko času in vse to, rečem, wow, čudovito in na koncu vem, da jaz sem samo en majhen mozaik, en majhen kameček, da so oni tisti, ki so šli ven, da so oni tisti, ki so ta tehnike, ta znanja šli uporabiti in potem na koncu naredili preboj. In tukaj vidim, da je ta čarobnost. Da sem en majhen kamenček v tej čudoviti zgodbi, v tej čarobnosti ljudi, s katerimi sem povezan. Koliko časa pa traja, da nekdo naredi nek večji preboj ali pa spremembo z NLP tehnikami? Zdaj, ko mi govorimo o NLP tehnikah, dostikrat rečejo ljudje, wow, to so neverjetno hitre, kratke, enostavne stvari. In res, nekdo lahko strah odpravi v pol ure, a pa še manj. Nekdo lahko neha kaditi v 15 minutah in na koncu ne kadi več. Nekdo lahko naredi nek preboj na področju nekih notranjih vzorcev in kar naenkrat je bolj zdravo. Ali pa se odpove določeni hrani, recimo, če bi hoteli nehati jesti čips, je 15 minut tehnike potrebno, da nekdo čipsa ne je več ali pa da nekdo odpravi neko stvar. In jaz rečem temu, tehnika NLP-ja za odpravo točno določene enostavne stvari. Ko pa govorimo o neki osebnostni rasti, to, kar sva že prej govorila, ko govorimo o temu, da rabi nekdo se poglobljeno spreminjati in nenehno izboljševati, ker vedno se kaj zgodi, da se izboljšuje, je pa to nek proces, ki lahko traja vse življenje. Ko nekdo tehnike osvoji, NLP-ja, hipnoze, coachinga, karkoli, je pomembno to, da jih nenehno uporablja do konca življenja. In ne bo to enkratno dejanje, temveč ne bo to proces spreminjanja, izboljševanja, ponavljanja, vaje, dela na sebi in na koncu seveda doseganja željenega rezultata. Zdaj, če sem prav ujela, si bil ti nekako povezan tudi z ljudmi, ki so ustvarjali ta znan film The Secret. A je tako? V bistvu sem ta film videl, ko je šel ven leta 2006 in sem potem hotel vse te ljudi spoznati v živo. In sem šel po neki poti iskanja, ker to je bilo res obdobje iskanja, da sem večino, ne vseh, res veliko izmed teh spoznal v živo, se povezal z njimi in se učil direktno od njih. Kajti jaz v resnici verjamem, da je misel, torej to, kar nekdo misli in potem to, kar čuti, ključno za to, kakšno energijo ima v sebi, kakšno vibracijo ta oseba oddaja in posledično tudi, kaj se v sebi dejansko zgodi. Torej, verjamem, da misli imajo magnetno moč in da, ko nekdo spremeni miselni svet, ko nekdo spremeni misli, občutke, to vibracijo, ki jo daja, na koncu spremeni realnost, v kateri živi. Se pravi, verjameš v zakon privlačnosti? Res je. Ja, jaz sem ta film The Secret gledala, ne vem, sem pa takrat 17, stara 18 in meni se je takrat zdelo, wow, ne, zdaj sem odkrila izjemno življenjsko skrivnost, da je vse mogoče v življenju, ampak pol pač pride ta neka realnost skozi življenje, ki pač vidiš, da ni vse tako enostavno, pač nedvomno se mi zdi, da privlači podobno, da ustvarjamo s svojimi mislimi, svojimi čustvi, svojo energijo, pač svoje življenje in vse, kar privlačimo ven.
Ampak po mojem mnenju pa je težava nastane, zato ker mi se veliko stvari pa ne zavedamo. Nekje 5% našega življenja prihaja iz zavestnega uma, ostalo je pa iz podzavesti. In mi imamo v podzavesti svašta, imamo podzavestne vzorce, imamo travme, imamo potlačena čustva in nedvomno zakon privlačnosti deluje tudi v skladu s podzavestjo, tako da se mi zdi pomembno, da se zavemo, da smo ustvarjalci svojih življenj, ampak da ustvarjamo tudi in predvsem nezavedno. Tako da me zanima, kako se NLP ukvarja s podzavestjo oziroma kako vpliva na njo. No, mogoče, če sam komentiram zakon privlačnosti, to, kar si rekel na začetku tvojega vprašanja, je dejstvo, da mi privlačimo ne, če rečemo, zdaj bi rada recimo več denarja in potem oseba pomisli z 1 sekundo na več denarja in ko razmišlja o denarju, večji del časa je v negativni emociji, vibraciji. Torej, zakon privlačnosti oziroma kako mi manifestiramo je zelo matematično, kar pomeni to, da šteje vse. Mi pozabljamo, da cel čas oddajamo neko energijo. In ne more nekdo reči, zdaj bom pa 5 minut na dan meditiral, v tem meditaciji bom zdaj dal neko namero in željo in potem bom cel dan v slabi vibraciji. Ali pa nekdo dobi recimo položnico, ali pa nek račun, je slabe volje, zakaj moram to plačati, ker s tem izraža vesolju, Bogu, naravi, karkoli nekdo verjame, povezavi z zakonom privlačnosti, da živi v pomanjkanju. Ima neko negativno vibracijo v povezavi s tem. A pa nekdo dobi partnerja in reče, wow, to je čudovita oseba in potem preživi nek lep trenutek s to osebo in potem, ko ta oseba ni zraven, začne razmišljati, kaj če me bo zapustil, kaj če ne bova imela, kaj če se bo zgodilo, kar se je zgodilo v prejšnjem odnosu. In kar naenkrat v resnici povzroči to negativno energijo in to, da se potem ta realnost spremeni. In doskrat to, kar praviš, je ta konflikt med zavednim in nezavednim. To pomeni, nekdo zavedno hoče zdravo hrano, nezavedno gre v hladilnik in se napolni z neko nezdravo hrano. In zato, ker so ti vzorci v tem notranjem svetu trdno zapisani, je tukaj ena velika priložnost uporabe NLP tehnik, seveda, zato, da se spreminja to, kar na površju ni vidno. Torej, ko nekoga opazujemo, ne vidimo, kakšne vrednote ima, ne vidimo prepričanja, jih mogoče izrazi oseba, ali pa če nekomu kršimo neko temeljno vrednoto, ta oseba bo potem lahko nevoljna, potencialno. Vendar na prvo žogo mi tega ne opazimo, ker je to zapisano v notranjem svetu, v tem tako imenovanem modelu sveta, zemljevidu sveta. In če želimo ta zemljevid sveta spremeniti, je potem ključno to, da iščemo načine, kako z NLP tehnikami ali pa s hipnozo, ali pa s coachingom spreminjamo ta notranji svet, da oseba potem naredi transformacijo. Ja, ampak podzavest se zelo počasno bi spreminjala. Tle mislim, da ni teh hipnih sprememb. Mislim, to je zdaj odvisno. Včasih rabimo nekaj časa, da neko novo navado, ki je nezavedno ali pa podzavednem, včasih je pa to lahko zelo hitro. Torej v beta stanju, v tem tako imenovanem budnem stanju, ko sva sedaj, ko govoriva, bolj ali manj, ali pa ko nas nekdo posluša, opazuje, gleda, je trajanje te spremembe lahko nekoliko daljše. V alfa stanju, ko nekdo gre v neko bolj sproščeno stanje, je takrat lahko bistveno hitreje, ali pa celo teta stanje je lahko hitreje možnost spreminjati te nezavedne vzorce. Zdaj, na tvoji spletni strani sem brala, da se NLP osredotoča zlasti na sedanjost in prihodnost, se pravi ne toliko na preteklost, ne toliko na izvor različnih težav, prepričanj in strahov, se pravi ne podrobna analiza, diagnosticiranje problema, ampak predvsem doseganje ciljev in pozitivnih rezultatov. A to pol pomeni, da mogoče NLP tudi kaj kombinirate s kakšnimi drugimi pristopi, ne vem, tako kot je psihoterapija, ki pa se ukvarja z preteklostjo, ker meni se vsem zdi, da je pomembno ozavestiti vzroke težav, da lahko iščeš rešitve. Kako je s tem? Recimo, če imamo primer nekoga, ki je strah. Torej, nekdo ima strah, ki je v tem trenutku prisoten v njegovem notranjem svetu. In ta oseba v resnici je nekoč v preteklosti doživela en primer, mi smo imeli eno našo udeleženko, ki je pred leti bila v nekem zelo turbulentnem letalu in od takrat naprej ima strah pred letenjem.
To, da ona ve, kdaj se je strah zgodil in nič ne koristi, da ta strah odpravi. In pomembno vprašanje, ki si ga NLP postavlja je, povej mi, kaj ti narediš v tvojem mislih, v tvojem notranjem svetu, da strah znaš imeti. Torej, oseba v resnici mora ponoviti, zapreti oči, si predstavljati strah, reči, strah me je, in v tem konkretnem primeru je bilo to naše udeleženko strah, da bi tiste mizice v letalih da bi bila spet turbulenca, da bi se tiste mizice odleple in prerezale vrat in da bi umrla. Torej, tako si je ona ta strah naredila. In v resnici v NLP-ju moramo vedeti, oseba naredi strah tako in dajmo zdaj ta vzorec, ki ga ima v tistem trenutku, prepisati z nekim novim vzorcem in ta novi vzorec bo potem sprožil novo reakcijo. In če pa nekdo vrta po preteklosti, nenehno obuja spomine, nenehno gleda, kaj se je vse tam zgodilo, da je ta oseba dobila ta strah, v resnici lahko še strah poveča. Zdaj, obstajajo pristopi, ko mi z drugimi viri, torej, da mi se zdaj opremimo z neko močjo, samozavestjo, mirnostjo in gremo še enkrat doživeti tisti trenutek v preteklosti in ga drugače doživimo in s tem prepišemo v našem zemljevidu sveta zapisane vzorce. In v tistem primeru, na nek način, in to je tudi ena izmed NLP tehnik, se ukvarjamo s preteklostjo, vendar nikoli z temi starimi očmi ali pa starimi vzorci ali pa starim zemljevidom sveta, kajti če oseba trpela že v preteklosti, takrat, ko se je strah zgodil, in potem še 1000-krat potem, ko ga je znova doživljala, zakaj bi skupaj z NLP-jem to še ponavljali neštetokrat, tako kot se dosti v terapijah dogaja. Ali pa če recimo nekdo bil spolno zlorabljen in je tisto spolno zlorabo doživljal ne vem kolikokrat, zakaj bi zdaj še v samem procesu terapije moral to ponavljati, doživljati, ne vem kaj, ali pa preprosto spremeniti pogled na to, odmakniti stran. Tudi v NLP-ju ne govorimo, da nekdo pobriše strahove ali pa da pobriše neke travme, temveč da jih tako preokviri, spremeni pogled na te situacije, da potem ni več čustvenega naboja. Ker čisto vsaka situacija, če damo primer ta situacija, ki se je meni zgodila, to zelo težko obdobje mojega življenja, ker rečem eno najbolj temnih obdobij in obdobje, ko sem bil na čistem dnu, je bilo koristno obdobje. Sem hvaležen danes. In ko gledam na to obdobje, gledam ne s pozitivnostjo, z nekim takim neutralnim občutkom, kajti če ne bi bilo tega, ne bi bil danes tukaj. In poudarjam še enkrat, NLP kot tak je uspešno učinkovit zato, ker preteklost je iluzija. Preteklost je nek zapis, ki ga ima vsak v notranjem svetu, v spominu, nekje je zapisan. In kaj mi naredimo? Vedno znova, ko gledamo na realnost, torej, ko mi gledamo svet, ki ga doživljamo sedaj, za sekundo pokukamo, preteklost, in potem rečemo, tako se bomo zdaj odločili. In pa sam pomaga, da tisti zapis spremenimo in potem pogledamo sedanjost in pogledamo prihodnost z drugimi očmi. In spet, tukaj bi poudaril zdaj spet, ker smo na tem področju, jaz ne želim, da bi zdaj rekel, da so ene tehnike boljše pa slabe, lepo prosim. Predvsem je tukaj pomembno to, da vsak ne izbere to, kar njemu koristi. Ko sem šel skozi to obdobje iskanja rešitve zame, sem šel tudi na terapije, razne psihoterapije in tako. In ker sem jaz po 1,5 uri neke terapije, ko smo kopala po neki preteklosti, se počutil še slabš kot prej, sem rekel, kaj je namen tega zdaj, kaj smo v resnici delali. In potem jaz dostikrat rečem mojim učencem ali pa klientom, rečem, sami si izberite pot, po kateri boste našli rešitev za sebe. Jaz nisem tisti, ki bo rekel, to je prava pot za vas. Kriterij, ki mora pa biti, je, kako se počutite. Ali se počutite boljše, ali se počutite slabše, ko se zaključi neko srečanje in tako naprej. In še ena stvar bi poudaril tukaj, v NLP-ju mi se ne ukvarjamo s terapijo, jaz dostikrat poudarjam, mi ne zdravimo, zato obstajajo terapevti, temveč mi se ukvarjamo s tem, da učimo ljudi, kako drugače razmišljamo, kako drugače deluje njihov
kako drugače uporabljajo svoj potencial. Mi učimo ljudi razmišljati. Mi učimo ljudi, kako optimizirati delovanje uma. Zato, če ima nekdo neke zdravstvene težave, zdravnik. Če ima nekdo željo, da bi ob temu še kaj dodal, so odlične NLP tehnike. Se pravi, če prav razumem, se učite, kako nadzirati svoje misli, pa tudi čustvena stanja potem. To zveni to ni tako preprosto, ne? Nadzirati svoje misli. V bistvu ne gre za nadzor misli, gre za to, da ko imamo misli, zdaj ni to samo ena misel, ker mi imamo na dan 60,000 misli, bi rekel neko skupino misli, ne? Ali pa mogoče, ko pride do neke konkretne situacije, ne? Recimo nekdo ima strah pred javnim nastopom in ga to moti in s tem so povezane določene misli. In če ta strah pred nastopom se zgodi enkrat na 5 let, je čisto vseeno, ali bo oseba to odpravila ali pa ne. Če ima nekdo strah pred letalom in nima neke želje, da bi hodil obiskovati vse možne kontinente na tem planetu, da bi potoval, je čisto vseeno, ali bo ta strah odpravil ali ne, ker oseba lahko normalno živi tudi s tem strahom. Če pa je za to osebo kritično, da javno nastopa in zaradi tega strahu ne more, potem je pa nujno, da naredi neko spremembo. Torej, jaz ne trdim, da nekdo se nujno more spremeniti, ker nekdo lahko z modelom sveta, torej z svetom, ki ga ima, živi normalno, brez da se kaj spremeni. Če pa želi se nekdo spremeniti, takrat je pa tehnika lahko koristna. Videla sem, da izvajate tudi NLP za najstnike, pa me zanima, kaj pa njih učite. Ja, jaz trdim, da bi NLP in hipnozo in coaching rabili dati že v prvi razred osnovne šole ali pa celo že v vrtec. Zakaj? Zakaj? Zato, da lahko tem otrokom že na začetku povemo osnovne stvari, torej kaj so cilji, kako se jih postaviti, kako programirati svoj kako verjeti v sebe, kako si upati, če je nekoga strah, kako strah odpraviti, ker tudi otroci imajo strahove. Jaz imam primer v tem obdobju, ko imava ženo 4 otroke in v tem obdobju, ko so te velike otroci odraščali, ne vem, če sem uspel jih toliko vključiti zraven, kot sem zdaj te najmlajšo hčerko Ano, ki ima 8 let. In pri njej prav opažam to. Zdaj, ko sem se vozila z avtomobilom, mi reče, tata, jaz verjamem vase, veš, je pomembno, da človek mora verjeti vase. In ko jo poslušam, se mi zdi čudo, kje dobi te besede. Jaz ne vem, kaj se bo z njo zgodilo. Jaz si želim vse dobro, vse srečno in ne vem, če je to prava pot. Vem pa, da bi meni koristilo, če bi ta znanje dobil bistveno prej. In da bi šel lahko lažje čez nekatera obdobja življenja. In jaz sem ganjen. Mi ko imamo te NLP za najstnike delavnice, mi pol starši ne pišejo, Aleksandar, wow, veš, da se je nekaj zgodilo, zdaj se bolj uči, je bolj skoncentriran, nekaj začuti, ali pa smo mi nekaj najstnika, ki je hotel tudi nastopati. Rekel, jaz bom drugo leto tudi predaval na tem dogodku in smo pol dali naslednje leto, da predava, je bil stvarno navdušen, čuti, če je bilo strah, tudi če mu ni šlo popolno. Mislim, ker to je velja isto kot pri drugih področjih. Eni so odprti za to in to potrebujejo. Eni morda smislijo, da jaz na tega rabim in je čisto brez veze in časih poslušajo to, zato ker so jim starši rekli, ne poslušajo. In mi kot starši neke vrste sadimo semena otrokom. Ne? In to je spet neko seme. Če si otrok postavi cilje, in mi imamo primer enega našega udeleženca, Matjaža Markiča, ki je evropski prvak v plavanju, in on, ko je bil star 10 let, je govoril, da bo evropski prvak. So se mu smejali. In potem je postal evropski prvak. In če nekdo pri 7, 6, 8, 10 sam razume, da je treba povedati, kam je nekdo, da razume, kako pomembno je, kaj govori, ker vpliva to na njega in okolico, da razume, da strah je nekaj, kar se da odpraviti. Imamo mi otroke, ki prej niso spali sami, ali pa jih je bilo strah same spati v sobi. In kar nekaj spijo sami v sobi. Mislim, če otrok razume, da je sam gospodar svojih misli in občutkov, potem verjamem, da bo potencialno skozi življenje lažje
se peljal ali pa užival več tega življenja, da ne bo, ker včasih imamo ljudi, ki 2-3 ure na dan uporabijo za to, da jih je nekaj strah ali pa so v nekem depresivnem stanju 2-3 ure na dan. In to, če pogledate 2-3 ure na dan, ne, krat 365 dni je to, ne vem, 700 dni, 700 ur pa 1000 ur. To je noro. Kaj bi vse človek lahko naredil, če bi imel orodje, s katerim bi se znal postaviti neko boljše čustveno stanje. Zdaj, veliko imamo tudi težav s komunikacijo, ne znamo se pravilno izražati, ne znamo pravilno formirati besed, stavkov, da bi sploh lahko izrazili sebe, svoje potrebe, svoje želje. Na kakšen način lahko skozi NLP izboljšamo svojo komunikacijo? NLP ima ogromno lingvističnih orodij. Prvo orodje NLP je seveda opazovanje in poslušanje, kalibriranje, stik in razumevanje drugačnega modela sveta. Ker komunikacija se začne v procesu poslušanja, opazovanja, razumevanja. Včasih mi, če dam primer v poslu, kot vodje, govorimo nekaj in ne slišimo druge strani. Ali pa isto velja v prodaji. Prodajalci danes premalo poslušajo, ne znajo postavljati dobrih vprašanj, ne znajo razumeti, kaj je v ozadju tega, kar se dogaja na drugi strani. In tudi zaradi tega so te tehnike tako učinkovite v komunikaciji, bodisi v privatnem življenju in bodisi v tako imenovanem poslovnem ali pa službenem življenju. Začne se pa v procesu poslušanja, opazovanja, razumevanja in šele potem damo nek feedback ali pa takrat damo neko sugestijo. Ker če imamo zdaj na tem planetu 8 milijard ljudi, imamo 8 milijard različnih zemljevidov sveta. 8 milijard. In zaradi tega je tudi pomembno, da razumemo, da noben človek ni enak nam in da ko komuniciramo, če želimo osebi nekaj sporočiti, če želimo, da se osebo ta komunikacija dotakne, če želimo, da osebo premaknemo naprej, če bi radi motivirali za nekaj, rabimo najprej razumeti model sveta, ki ga ima ta oseba, razumeti, kaj je tisto, kar jo premika naprej in šele potem jo premaknemo. Ja, mislim, tako poslušati se mi zdi tako, ljudje sploh ne znamo načeloma poslušati drugega. Ne znaš niti povzeti, kaj ti je on sploh povedal. To se mi zdi, to se zdaj, ne, tako po 30 se učim jaz poslušati sploh. To je tudi ena stvar, ki bi jo res mogli nujno se učiti v šolah. Ne? In ni samo poslušanje, tudi opazovanje. Ker v resnici oseba nekaj govori verbalno, nekaj govori neverbalno. Ja. In včasih v nekem trenutku naredi pauzo, v nekem trenutku naredi nek izraz na obrazu, ki morda nekaj pove. In tam nočem, da zdaj mi rečemo, zdaj si se nasmehnila ali pa nasmehnil, kaj zdaj to pomeni, temveč takrat lahko postavimo novo vprašanje, da še bolj razumemo model sveta. Se strinjam. Zdaj izvajaš tudi tečaje samohipnoze. Čemu je namenjena hipnoza? Kaj lahko rešimo s hipnozo? Kako si lahko z njo pomagamo? Mogoče na začetku nam pa sploh poveš, kako izgleda hipnoza, ker jaz nimam izkušenj z njo in moja prva asociacija je, da si v nekem transu, v nekem stanju zavesti, ker nimaš kontrole nad seboj. Je res to tako? V NLP-ju že imamo neke hipnoze. Torej, že NLP sam, en del NLP-ja je hipnoza. Mi doskrat učimo in poudarjamo, da nekdo, ki uporablja NLP tehnike, NLP tehniko zaokroži ali pa zaključi z hipnozo. In hipnoza, tako kot jaz učim, je nekaj, kar se nam dogaja 24 ur vsak dan. Torej, 24 ur, 7 dni v tednu, 365 dni na leto smo mi v nekem transu. Torej, imamo neke procese, ki se dogajajo v nas in sami sebe hipnotiziramo. Od dneva, ko odpremo oči, ko gremo spat in še po noči v sanjah se nam procesirajo določene stvari. Torej 24 ur na dan, 7 dni v tednu se ta hipnoza dogaja. Nažalost, ljudje, ko govorijo o hipnozi, opazujejo tako imenovano odrsko hipnozo, ki se dogaja in tam ljudje nekaj plešejo, kokodakajo in si mislijo, zdaj bo nekdo prišel, ne, in mi bo prevzel nadzor nad mislimi in kar naenkrat jaz ne bom več mogla nadzirati sama sebe in to v resnici ne drži, kajti vsaka hipnoza je samo hipnoza. In ko jaz gledam, kaj učim, učim NLP, učim hipnozo, coaching, to so 3 glavna področja, ki jih učim,
poleg tega, da učim potem coache, terapeute, hipnotizerje ali pa NLP-jevce, da si postavijo svoj coaching posel, je hipnoza nekaj, kar je res blizu moje duši. Torej, učim to res za dušo in jaz mislim, da je eno najbolj učinkovitih orodij, kako lahko nekdo spremeni svoj notranji svet, kako lahko nekdo spremeni sebe. In hipnoza je tudi orodje, ki omogoča trajne spremembe. Torej, da si lahko nekdo naredi neko spremembo navznoter, ki bo trajala zelo veliko časa. In danes srečamo hipnozo pod toliko različnimi nalepkami. Vsi neke nalepke dajo zraven, da se hočejo s tem nekoliko diferencirati na trgu. V ozadju je še zmeraj hipnoza in orodje, ko nekdo zapre oči, ko nekaj časa ima zaprte oči, gre že v neko spremenjeno stanje, v neko alfa stanje. In v tem stanju je oseba bolj dovzetna, bolj odprta za spremembe in se tudi te spremembe lažje zapišejo. Mi tudi danes imamo učenje v alfa stanju, kjer je učenje v tako imenovani hipnozi, kjer se ljudje 4-krat, 5-krat ali večkrat hitreje naučijo jezika. Imamo cel kup jezikovnih šol, ne samo po svetu, tudi doma, ko se ljudje učijo. Ljudje, ki se učijo za študij, študenti, dijaki uporabljajo te hipnotične ali pa samo hipnotične procese, da prihranijo čas, ker se lahko bistveno hitreje določene stvari naučijo trajno, da traja. In zdaj nekdo, ki želi narediti neko trajno spremembo na sebi, lahko na primer uporabi NLP tehniko in jo potem na koncu zaključi z samohipnozo ali pa s hipnozo, ne? In v tem procesu naredi spremembo. Torej, gre za potovanje v notranji svet in če damo primer hipnoze v vsakdanjem življenju, recimo pa transa, ne, ki je podoben hipnozi, je recimo televizor, računalnik, tablica, telefon. Danes, če nekdo hoče, da je otrok primiral 10 minut, mu da telefon in gre v neko hipnotično stanje, ja, s tem telefonom, in kar naenkrat je totalna tišina in mir. Ja. To pomeni, da mi sami po sebi hodimo v različne transe. Če nam je nekaj všeč, če nas nekaj prevzame, neka dobra zgodba, film, je zelo hipnotično vse to. In zdaj je samo vprašanje, ki doskrat ljudje se ne zavedajo, v katerem transu so večji del časa. Ker niso lahko v slabem transu. So lahko v transu, ko se slabo počutijo, so v transu, ko nimajo neka dobrega čustvenega stanja, ko niso dovolj pozitivni ali pa ne uživajo trenutka, niso prisotni. Potujejo skozi življenje v transu ali pa v nekem hipnotičnem stanju, ki jim ne najbolj koristi. In tukaj vidim jaz moje poslanstvo, da jih prebujam iz teh negativnih ali pa nekoristnih transov in jih spominjam, da so tukaj na tem planetu, da so srečni. Jaz vsakemu rečem, tukaj si zato, da si srečen. Tukaj si, da si srečen. To je tvoje primarno poslanstvo, da uživaš ta zelo omejen čas. Ker nam se zdi, recimo jaz imam neko vizijo, da bom 13. oktober, to je moj rojstni dan, 2081, kad bom star 107 let, da bom do takrat predaval 1 milijardi 111 milijonov 111 tisoč ljudem. Toliko ljudem bi rad osvetlil življenje skozi knjige, zgoščenke, moje vsebine in tako. In ko imam to poslanstvo in razmišljam 107 let življenja, se mi zdi, da niti nimam več toliko časa, da moram pohiteti. Mislim, da to bo hitro šlo mimo, da 1 leto se zgodi takoj in potem 5 let se zgodi neverjetno hitro, 10 let tudi. In kar naenkrat bo konc. In če bo to vse hitro se zaključilo, je škoda časa. Škoda časa biti v slabem stanju. Škoda časa se jeziti na nekoga, ki si to niti ne zasluži. Se jeziti na nekoga, ki je nekaj naredil, ma v resnici s tistimi viri, ki jih je takrat imel na voljo, ni znal drugače narediti. Jaz trdim doskrat, in mogoče zdaj odpiram neko novo temo, doskrat trdim, da ljudje naredijo s tistimi viri, ki jih imajo v določenem trenutku vse, kar lahko naredijo. In da je biti jezen ali pa neko zamero gojiti, škoda. Škoda energije, škoda časa in da je odpuščanje predvsem namenjeno osebi, ki odpušča. Da ko oseba odpusti, se sama o sebe osvobodi. Da pa nekdo goji sovraštvo,
ali pa celo to sovraštvo prenaša na druge, je kot da bi sam pil strup, da bi škodil nekomu drugemu. Ali pa če ima nekdo rad otroka, ne, in želi, da otrok sovraži, ne, to smo imeli en primer in zakoncev, ki sta se ločila in je en otrok res pod neverjetnim pritiskom bil, ko je en starš hotel, da bi sovražil drugega starša. In v tem primeru je nekdo ima rad otroka in reče, ti sovraži njega in mu reče, zdaj popiši ti malo strupa. Jaz že imam ta strup, ga pijem, jaz pijem to sovraštvo, zdaj bom dal še otroku, ki ga imam rad, še ti sovraži tega starša, še ti malo strupa dobi. Tako da jaz trdim, da v tem procesu, če se vrnemo nazaj hipnoze in samo hipnoze, da je to eno res čudovito orodje in podobno kot NLP trdim, da bi hipnozo, tudi če temu rečemo karkoli drugega, ne? Ker včasih ljudje rečejo temu vizualizacija, včasih ljudje rečejo temu nekaj drugega. Mogoče meditacija je podobna, a ni? Kakšna je razlika med meditacijo pa hipnozo? Meditacija je dostikrat to, da gre nekdo v notranji svet in se sprosti in pomiri. Ali pa doživlja nekaj, kar se dogaja tam spontano. Hipnoza ima točno določeno strukturo, določena pravila in gremo po tisti strukturi, po teh pravilih, včasih z namenom, da nekaj spremenimo na sebi, včasih, da nekaj telepatsko pošljemo nekomu drugemu, včasih zato, da naredimo neko transformacijo v našem nezavednem, ali pa tudi tako pri meditaciji, zelo podobno, gremo tja samo zato, da se malo sprostimo. Mogoče bi se sam navezala naprej, ko si govoril o, se pravi, malo nekih neprijetnih čustvih. Ne? Tako, če pogledamo naravo, vse neka čustva, mislim, neka obdobja, tudi depresije in nekih slabša obdobja so nekako čisto življenjska, ne, normalna. Verjetno ni, da si za izkos v pozitivnem. Ali... Absolutno. Mislim, hočem reči to, da absolutno. Ljudje gremo iz plusa v minus. Ali pa smo v dobrem stanju, v manj dobrem stanju in to se dogaja cel čas. Razlika je samo to, koliko časa smo v katerem. Ja? Torej, mi bomo še vedno, tudi jaz trdim, vidim pri sebi, vidim pri vseh mojih najboljših mentorjih, učiteljih, da so kdaj na slabem čustvenem stanju, da so kdaj brez energije, da so kdaj jezni, tu jezo tudi izrazijo in to se dogaja tudi pri meni, ali pa žalost, ali pa karkoli že, vsa ta čustva so enaka kot prej, razlika je, kako hitro grem ven iz tega čustvenega stanja. Torej, recimo, jaz sem lahko jezen in sem 5 minut jezen in potem pomirim to čustvo in grem v boljše čustvo. Prej bi lahko trajalo to 5 dni. Torej, samo ta je ta razlika. Torej, še zmeraj, to pomeni, da ljudje, ko bojo obvladali NLP, ko obvladajo hipnozo, ko obvladajo coaching, to pomeni, da njihov življenje ne bo pol zdaj kar nekaj, zdaj pa je konc, ni več nobene slabe novice, nobenega slabega čustva in tako. Torej, še vedno se bo zgodil normalen človeški dan, ki pa mislim, da bo imel več sonca, več nekih lepih občutkov, ali pa tudi več nekega zavedanja. Se res, čas je omejen. Če je čas omejen, kaj lahko naredim boljšega? In potem tudi neko zavedno ali pa zavestno razmišljanje in tudi delovanje v želeno smer, za razliko od avtopilota, ki je bil lahko v preteklosti. Zdaj ti nekako veljaš za najboljšega hipnotizerja v Sloveniji. Kako se te ta glas prijel? Veliko ljudi mi doskrat to reče, Aleksandar, ti si pa res najboljši hipnotizer in jaz trdim, da je to subjektivna ocena, ker je doskrat odvisno od glasu, nekomu bolj ustreza moški, nekomu ženski in tako. Večkrat mi ljudje to rečejo zato, ker dosegajo rezultate. Torej, hipnozo, ki jo jaz učim in tudi izvajam, je hipnoza usmerjena k rezultatom. In ko ljudje vidijo rezultate, rečejo, wow, jaz sem probala že ne vem kaj in na koncu s tem transom, s to hipnozo, s to zgoščenko, s to vajo, s to tehniko sem dosegla želeni rezultate. Torej, neka obsedenost je prav v meni, da iščem načine, kako najhitreje, najbolj učinkovito spremeniti zemljevid sveta v sebe, da doseže rezultat, ki si ga želi. Jaz verjamem, da hipnoza samo po sebi je samo neko orodje. Ne? Ljudje včasih so preveč obsedeni s tem hipnoza, temveč
ali dosegajo želene rezultate. Hipnoza mora biti orodje, s katerim lahko res hitro, učinkovito pridejo do želenega spremembe vrednot, prepričanj, strategij, vedenja, torej cele identitete in k želenemu rezultatu. In potem, wow, reče ljudje, Aleksandar, to je neverjetno, jaz ne morem verjeti, ker recimo, imeli smo primere ene gospe, je 37 let kadila in kar naenkrat ni več prižgala cigareta. Mislim, kako je to možno? Ne? Ali pa kako recimo lahko nekdo, ki je prej se prenajedel, kar naenkrat je zdravo, ali pa nekdo, ki je imel prej prehranske težave ali pa izzive, ki noben ni mogel pomagati, kar naenkrat ta oseba se ima rada in ni več samodestruktivna in se normalno prehranjuje naprej. Kako je to možno, da lahko to ena sama hipnoza naredi? In to je, jaz dostikrat rečem našim udeležencem, njihov fokus mora biti cel čas, ne kakšno indukcijo bojo naredili, ne kiro tehniko konkretno bojo uporabili, temveč poslušati sogovornika, ugotoviti, kaj v tem modelu sveta manjka, kaj ta model sveta potrebuje in potem s hipnozo dosežeti ta želeni rezultat. Hipnoza mora pomagati ljudem dosegati cilje, rezultate, želje in zato tudi pridejo, ker ljudje ne pridejo v hipnozo zato, ker jim je zdaj, ok, fajn, je biti v transu, je lepo. Jaz recimo, ko uživam v hipnozi, sam, jaz večkrat na dan tudi grem lahko v neko transih, samo hipnotično stanje zase, jaz uživam, ljudje doskrat ne pridejo zato, zdaj pa nujno rabim za eno seanso hipnoze. Ljudje pridejo tja po rezultat in naša naloga je, da jim pomagamo dosegati želeni rezultat. Ko si omenil en primer, da je ena ženska prenehala kaditi s pomočjo hipnoze, zdaj tle se mi sam mal strah v smislu, če ti recimo kadiš zato, ker tlačeš neke občutke, ker filtriraš neki s tem, neko vlogo igra, pač to kajenje v tvojem življenju, me je sam strah, da ti pol zamenjaš to z recimo, pa začneš ful cukra jesti, ali pa začneš obsedeno laufati, ali pa hoditi v fitness, pretiravati, da ti pol ne zamenjaš te stvari sam za eno drugo. Odlično, zdaj greva že malo na to področje tehnike, kako izvajati sam proces in vedno, ko neko vedenje umaknemo, ali pa rabimo neko novo vedenje, s katerim to nadomestimo. Recimo, ko si sama omenila, kajenje ima neko funkcijo, ki je, ali pa pozitivno funkcijo, če rečemo temu, pri kajenju je recimo to, da oseba v tistem trenutku se malo sprosti in umiri. Kajenje lahko ima tudi funkcijo, da oseba se poveže z drugimi. Je nek čas za sebe. Cel kup stvari. In mi moramo to nadomestiti, da oseba to isto, kar dobi na nek drugi način. Ali da naredi nekaj globokih vdihov, ali da popije kozarec vode, ja? In biti zelo pozorni, da ne prepustimo to na ključju, ker potem se lahko zgodi to, kar sama praviš. Da je neko drugo vedenje in poreče sebe, ne. Rajško, da zdaj imam 10 kg več, rajši bom spet kadila. Torej, mi moramo biti res pozorni, da to naredimo na tak način, da bo eno vedenje se spremenilo v drugo vedenje, ki je koristno in je oseba tudi, sama si želi. Torej, mi ne bomo rekli, kaj ne ona zamenja, temveč vprašamo osebo, kaj bi bilo tisto vedenje, kako, na kakšen način lahko še dobiš to, kar ti prinaša, ali pa ti je prej v preteklosti prinašalo kajenje. Kaj si pa ti pri sebi uspel rešiti s pomočjo hipnoze? Zdaj, jaz mislim, da je moje življenje drugo življenje. Kako da bi rekel, da sem dobil drugo priložnost? Če bi me srečala takrat v tistem težkem obdobju moje življenja, to se še zdaj spomnim tako živo, bil sem v trgovini in bil sem tistem enem izmed mojih negativnih transov, ker sem tako živo v tem transu skozi in ko sem že plačal in vzamem vrečko, da grem ven iz trgovine, pride en prijatelj in mi reče, ma kaj je s tabo, kaj še umrl? Jaz sem tako hodil po svetu. Mislim, to sem bil jaz v starem življenju. Ta transformacija, ki sem jo začel potem za to osebnostno rastjo, mi je dala drugo priložnost. Jaz mislim, da lahko rečem novo življenje. In če gledam kolo življenja, torej, če gledam kariero, finance, partnerstvo, zdravje, družino, vse celotno življenje kot celoto,
ne bom rekel, da je idealno. Torej, na vsakem področju bi se lahko še izboljšal. Čutim neko tako hvaležnost, izpolnjenost in kot da bi končno živel, da bi končno prevzel življenje v roke, končno jaz bil tisti, ki reče, kaj bo zdaj se zgodilo, ali pa kam gremo, ali pa ne znamo pisati tega. No? Tako da težko rečem zdaj, da je to ena konkretna stvar, čeprav bi jih lahko našteval ogromno, torej strah pred javnim nastopanjem, strah pred kačami, recimo cel kup nekih razvad, govorim z vidika kulinarike in to, konsistentnost v produciranju stvari, disciplina, samodisciplina, vstajanje, spanje, bolj zdravo življenje. Mislim, res je kar nekaj stvari, ki bi jih lahko obkljukala. Zdaj, če bi dal generalno suma sumarum, bi rekel novo življenje, nova priložnost, nov način življenja. Ne, in nikoli ne bom trdil, da sem popoln in tudi dostikrat rečem ljudem, če bi prišli na slab dan, ne, v našo družino, ko je res slab dan in ko poka vse, bi rekli, wow, ne, ta tip pojma nima, ne, brez veze, ne ve, kaj je NLP, ne ve, kaj je hipnoza, ne ve, kaj je coaching. In ravno se je zdaj zgodilo, ko imamo psa, kraškega ovčarja, ki je mladiček, malo že velik mladiček in je skočil na mizo in nekaj podrsal z eno tačko, ne, in potem se je moja žena začela jeziti. In prva reakcija, seveda ni prijetno imeti tam nekaj podrsano, ni prijetno, ni lepo. Po drugi strani je pa to znak življenja. Torej, če ne bi bilo v tisti hiši ali pa domu nobenega, če ne bi bilo nič razmetano, če ne bi bilo nič umazano, podrsano, razbito, če bi bilo vse sterilno, ne bi bilo življenja. In jaz trdim, da kaos, če nekdo ima kaos v življenju, pomeni, wow, je življenje. Če se pojavi problem, wow, ali pa izziv, je življenje. Ne? Ker ljudje, ki nimajo težav, ljudje, ki nimajo kaosa v življenju, so na pokopališčih. In tja še ne gremo. Mislim, nismo še pripravljeni za to, da bi šli tja, kjer je to. Kaj pa naredi Aleksander, ko mu nekaj ne uspe, ko si zastavi en cilj, pa mu ne gre, ko gre krivulja, ne, življenjska navzdol? Kaj takrat narediš? Torej, jaz sem tako, kot vsak človek, na nekem trenutku lahko funkcioniram zelo optimalno, poln energije in potem so trenutki, ko rabim, da se to baterijo napolnim. In način, kako jaz polnim baterije, je recimo sprehod v naravi, s psom ali pa to, da meditiram, to, da se nekaj gibam, da poslušam kakšne vsebine, berem, pišem, poslušam in je pa nekaj v meni, no, to moram priznati, da je neka nora vztrajnost. Torej, ko pridem do nekega trenutka, da nekaj ne uspe ali pa ne gre, me frustrira in sem lahko slabe volje. In potem se vprašam, kaj lahko drugič naredim boljše. Kako se lahko drugič. To ni konc še, to je samo polčas. Je še nova priložnost. Torej ne odneham. In recimo, trdim nekaj, v tem našem poslu, recimo, če nekdo hoče biti hipnotizer, pride k nam na delavnico, dobi diplomo, znanje, certifikat z Amerike, dobi podpisan strani Richard Bandlerja, pa nekdo hoče NLP recimo uporabljati, dobi certifikat, postane coach in tako. In vse, kar rabi, je računalnik in telefon in je coach, ker papir dobi pri nas. Sam ena stvar, ki rabijo ljudje, je vztrajnost. In to dostikrat rečem ljudem, nikoli ne obupajte. Tudi ko je najbolj hudo, tudi ko ne veste, ali boste našli rešitev, tudi ko mislite, da se ne da, pa ni možno. Jaz, ko gledam zdaj to moje obdobje transformacije, je bilo res kar nekaj takih težkih situacij, ko bi nareš rekel, da ne bom tega delal. Eno primer sem imel, da sem se peljal enkrat v Maribor na brezplačno delavnico, ker sem hotel ljudi navdušiti za NLP in prijel v Maribor in to je z našega primorskega konca kar dolga pot že. In tam sta bili dve osebi, ki sta prišla na brezplačno delavnico in še tisti dve sta se zmotili, ker sem imel občutek, da sem prišel prav brez veze. In potem cel dan se peljati nazaj, prvo sem prišel tja, vse postavil, pospravil, se peljal nazaj in se rekel, vse to brez veze, s tem ne bo nič. In potem, dostikrat se zgodi, da pride
nek čudež. Takrat, ko oseba spusti nek pritisk, ker doskrat mi pritiskamo preveč na nek cilj, ne, in pa se zgodi nek čudež, ko se ena vrata, ki nisi niti vedel, da obstajajo, odprejo in skupek vseh teh malih čudežov je potem realnost, v kateri živimo. Zdaj, če se naveževa še malo na hipnozo, me zanima, kako lahko pomaga recimo v partnerskem odnosu, ali lahko tudi izboljšaš odnos s hipnozo? Ja, ogromno ljudi, to je res ena taka velika skupina ljudi, pride k nam zato, ker imajo zamenjano polarnost. Torej, ženske, ki imajo zelo močno moško energijo, s to močno moško energijo odženejo partnerja stran, ali pa moški, ki imajo dosti močno žensko energijo in niso svoje jedene energije. Tukaj bi še posebej poudaril to, da mi danes vemo, da večina moških je v jedru v moški energiji. So neke izjeme. Večina žensk je v jedru v ženski energiji. Sam način življenja nas tako sili, da včasih moramo iti v neko energijo malo več časa, ali pa se zgodi recimo, da je mama samohranilka in ona mora prevzeti vse vajeti, mora biti v tej moški energiji večji del časa, ali pa se zgodi, da je otrok rojen mami, ki je morala biti zelo odločna in vse vajeti prevzeti in je potem sin tako več v ženski energiji, da je ugodil mami, da je bila neka polarnost v odnosu in potem se dan zgodi v partnerstvu, da imamo moškega in žensko, kjer ni polarnosti in ker ni polarnosti, ni strasti. In s hipnozo in samo hipnozo se ljudje lahko pomagajo, pa z NLP-jem, da grejo eno in drugo polarnost, da grejo pogledati eno in drugo polarnost. In ko to spremenijo, da znajo, ko potrebujejo iti v žensko, ko potrebujejo iti v moško, je to nekaj čudovitega. Eni naši družinski prijatelji imam, ker je žena, ne, je v totalni moški energiji. In mi je že parkrat rekel, Aleksandar, mene se vsi bojijo. Ja, ma potem, ko je v odnosu z možem, ne, gre pa v čudovito žensko energijo. In zato ona dva imata čudovit partnerski odnos. Ona navzven res ima močno moško energijo in se vsi bojijo. Rekel, vsi se me bojijo, vsi moški se me bojijo, ne vem zakaj. Sem rekel, poglej se. In kar naenkrat, ko pa je v tem domačem okolju, se pa prav spremeni in je tisto, kar šteje. In doskrat pa ženske recimo naredijo obratno. Ja, razmišljajo, kako bojo nadzirale svojega moškega, kako mu bojo ukazale, kako ga bojo z moško energijo spremenile. In kaj se zgodi v tistem procesu, ali se moški ukloni in popusti, to pomeni, da ni več pol v moški energiji, gre v žensko, in potem ga ženska ne ceni več. Doskrat ženska gre na živce, če je nek moški neodločen, pa ne ve, kaj bi, pa skozi nekaj jamra, pa odlaša, pa ne vem, taki. In ali pa se umakne na stran. Ne, ker dve moški energiji je doskrat izziv, da pride do konflikta. Isto recimo velja, se spomnim, sem imel taka čudovitega psa, ki je nažalost pokojni in kadar sva šla midva na sprehod, sem jaz, ki je bil starejši, pol ni več, tako sem se prav bal. On se kar, ko je bil kakšen samec na drugi strani, on se kar zaletel v njega in se hotel nekaj boriti z njim. Jaz sem kar dvinil, sem ga nosil in sem rekel, ne boš se tepel, ne. Ko je bila pa psička, ne, ko je bila polarnost, je ponavadi bilo prav drugo vzdušje, prav drugo razmerje. In hoče nešto, da ta polarnost je tudi v odnosu zelo, zelo pomembna. Dam samo en primer, kako se lahko hipnoza NLP uporablja v partnerstvu, vendar, če ni polarnosti v odnosu, imamo dva sostanovalca. Dve osebi, ki delita isto stanovanje, hišo, isto posteljo, ni polarnosti. In tudi zaradi tega je NLP hipnoza. So ta orodja res učinkovita, da nekdo reče, to je moja jedrna energija, kaj lahko spremenim, da se vrnem spet v to mojo osnovno energijo in da spremenim ta moj partnerski odnos. In potem so konkretne tehnike, kako lahko seveda pomagamo ljudem, da v partnerju, ker doskrat na delavnice k nam ne prideta oba. Ja, ponavadi ena oseba, je to moška, je to ženska, ki pride in potem bi rad osebo, ki ima doma, spremenil ali pa ji pomagal. In včasih
to, da nekdo pride iz delavnice in reče domov, partnerju, to moraš tudi delati, ni najboljše učinkovito orodje. Ker potem reče ta oseba, joj, takšen kot sem, zate nisem dovolj dober. In se vrtimo po nekem začaranem krogu. Ja, ampak ti tudi svojo spremembo ponavadi se potem drugi odzovejo na to. Ne? Recimo, če gre ženska bolj v žensko energijo, bo avtomatično šel moški, najverjetneje v moško ali obratno. Tako je. Če se ti spremeniš, ne, boš avtomatsko se bo spremenil. Res je. Kako si pa lahko pomagamo mogoče tudi pri reševanju konfliktov s tehnikami? Ja, na enak način, kot smo že rekli danes večkrat, to je najprej razumevanje modela sveta, stik, čim več vprašanj in potem uporaba modela sveta, ki ga ima naš sogovornik, in uporaba načina, kako bi si naš sogovornik želel razumeti, kar mu imamo zapovedati. In na tak način lahko hitro prijemo do nekega sporazuma. Največkrat se pa to lahko zgodi tako, da se mi umaknemo en korak nazaj in ne vztrajamo, da imamo mi nujno prav, temveč da dovolimo, da je drugačen model sveta tudi lahko možen, da je drugačno razmišljanje tudi v redu. In potem moramo seveda iskati, da je tukaj bi lahko uporabljala verjetno spet ne vem koliko časa, da bi šla posamezne načine reševanja konfliktov, ima bistvo opazovati, poslušati, razumeti, kaj je sploh izziv, zakaj je ta konflikt sploh, kaj se dogaja v mislih osebe, ki je v konfliktu z nami, in seveda pripravljenost te osebe, da se nekaj tukaj zgodi in spremeni. Ker doskrat se zgodi to, da mi želimo prepričati osebo, da imamo mi edino prav. Kaj pa, če ima druga oseba tudi prav? Kaj pa, če je drugi model sveta v redu? In tudi, če mi se ne strinjamo s tem, je fajn, da drugi osebi dovolimo, da ima svoj model sveta. Ko pa zdaj govorimo o konfliktu znotraj podjetja, ko je oseba, ki je v konfliktu posledično tudi neučinkovita ali pa ne opravlja svojih zadolžitev in nalog, takrat je pa fajn, da se vrnemo k ključnim vrednotam, ki jih ima podjetje, zakaj smo mi tukaj zbrani, čemu pravzaprav služimo in kako moramo mi vplivati na to, da bo se dosegel določen rezultat. Za nekje sem tudi nekaj opazila o hipnorojevanju. Jessica Alba naj bi rodila na tak način. Kaj to pomeni, kako to izgleda, oziroma kako si lahko pomagaš s hipnozo pri taki bolečini? No, to je zdaj vprašanje za ženske, ki rojevajo s hipnozo. Morda ne zame, a mi smo tudi imeli primer naše udeleženke, Urše Trebušak, ja, ki je prej bila novinarka na Pop TV-ju, žene od Gregorja Trebušaka, ki je na kanalu voditelj, kjer si ona s hipnozo oziroma samo hipnozo pri temu pomagala. Hipnoza in samo hipnoza, kot rečeno, je neko čudovito orodje, kjer se lahko nekdo pripravi, sprosti, umiri, tudi zmanjša bolečino. Mi imamo tehniko, ki se imenuje hipnotična anestezija in se tudi danes v medicinski hipnozi uporablja za to, da se ne samo rojeva, da praktično ljudje se operirajo, in to ne govorimo o nekih manjših, temveč tudi zahtevnejših operacijah, ko praktično en del bolečine povsem umrtvimo. Jaz sem imel en incident pred 2 letoma, sva šla s sinom na dopustu v kino in sem hriznil kokico in se mi en zob odlomil. En košček zoba. In takrat sem tako nujno poiskal zobozdravnika in ta zobozdravnica je rekla, da ona edino dela to z injekcijo. Da jaz še nikoli v življenju nisem dobil injekcije. Ker sem vedno do sedaj uporabljal, karkoli se v mojih zobih dogajalo pri zobozdravniku, sem uporabljal vedno samo hipnozo in sem naredil anestezijo brez tiste injekcije. In jaz sem bil pošokiran, ona reka, pač ona je ustrajala, sem rekel, v redu, dajte uporabiti injekcijo. In kar naenkrat se mi en del ust malo povesil dol, jaz nisem še nikoli tega občutka, kako je, ko nekdo v resnici uporabi drugačno obliko anestezije, ne pa hipnotično, kar se tiče vsaj zobozdravnika. Torej, uporablja se res hipnoza v toliko različnih področjih, ker mi
ta proces, zdaj če govorimo, da nek del telesa omrtvimo ali pa neč tako dobro čutimo, uporabljamo, brez da bi šli hipnotizerju ali pa hipnotizerki. Nekdo, recimo, retečt, laufa, jaz se spomnim, ko nekdo teče recimo maraton, oseba neč ne čuti, čuti, ma ne čuti. In ko enkrat neha teč in se zuje čevlje, ima tam lahko en kup žuljo, pa bolečine, pa to, ki jih prej niti ni tako zaznavala, ker je bila v nekem transu. In zelo podobno se zgodi tudi v samem procesu hipnoze. Zdaj, vsako stvar lahko uporabimo ali pa zlorabimo, tudi vsako tehniko. Pa me zanima, ali lahko tudi NLP ali pa hipnozo zlorabljamo. Zdaj, hipnoza, NLP in podobne tehnike so neke vrste tehnike, ko govorimo neko zaporedje besed. In mi, ko govorimo določene besede, jih lahko uporabimo za to, da delamo dobro ali pa delamo slabo. Torej, če bi hoteli preprečiti, da ne pride do zlorab, bi morali ljudem ob rojstvu reči, ne bom te naučila komunicirati, ker komunikacijo lahko uporabiš, da nekomu rečeš, sovražim te, ali pa nekomu rečeš, rad te imam. Torej, mi lahko besede zlorabimo. In na enak način lahko pri hipnozi in samo hipnozi, ali pa pri NLP-ju, delamo dobro, načrtno, ali pa delamo manj dobro. Jaz rečem ljudem, ki pridobijo ta znanja ali pa ta orodja, ne jih uporabljajo v najvišje dobro, z neko najvišjo mero etičnosti ali pa koristi za sočloveka. Ker mi vemo, da recimo nekdo, ki NLP tehnike uporablja v prodaji, bo bolj učinkovit in bolj uspešen v prodaji. Zdaj, če nekdo verjame, da je to, kar prodaja, koristno, da naredi nekaj dobrega za človeka, jaz verjamem, da moje delavnice spremenijo življenje. Jaz sem imel stotine, tisoče primerov ljudi, ki so zaživeli, ki so se osvobodili, ki so ozdraveli, ki so našli partnere, ki so skušali, ki so izboljšali svoje firme. In rečem, wow, to deluje. In zato jih z veseljem pri tem uporabljam. Zdaj pa, kaj je zdaj ta meja, kje je ta meja, je težko reči. In to sem že prej omenil. Mi hipnozo že prej skozi uporabljamo. To pomeni, vsaka hipnoza je samo hipnoza. Ne more nas nekdo hipnotizirati, če mi tega ne pustimo. Tisto, kar ljudje skačijo, plešejo, kokodakajo na odru, so bili prej načrtno, skrbno zbrani posamezniki, ki so bili skladni s tem, kar je hipnotizer rekel in je dal prej nekaj testov, da so potem prestali te teste in rekel, ok, v redu, pridi, te vzamemo in tako, ne. Tako da tukaj je ključna stvar ta, in to se mi zdi res pomembno, da v sami nemiri, vsak človek si reče, da bo šel v nekem dobrem čustvenem stanju do konca življenja in da bojo negativni ljudje šli ven iz življenja. Pred kratkim je ena naša udeleženka prosila, da ima v družini, da družini imajo eno večjo krizo. Torej, njena sorodnica ima bivšega moža, ki grozi smrtjo, ona se zdaj zapira, je šla večkrat na policijo, policija ne more pomagati, kaj ne naredi. In jaz drugega, kar da sem ji posnel eno hipnotično zgoščenko, ki jo bo dala po tej sorodnici in nisem znal pomagati, in to je, v tej zgoščenki sem ji dal vizijo, da pošilja vse te negativne ljudi stran, vključno z bivšim možem, in da jim pošilja neke pozitivne misli in da se na nek način sama sebe zaščiti. In ko nekdo sam da namero, da bo šel nekaj pozitivnega naprej ali pa nekaj dobrega naprej v življenju, potem je ta strah, da bo nekdo nas zlorabil ali pa nekdo naredil nekaj negativnega čisto odveč. Je pa res, da odvisno zdaj, jaz trdim spet, mi takoj začutimo, če je nekdo skladen z našimi vrednotami in prepričanji ali ni. In ko nekdo začuti, potem je lahko tudi bolj odprt in spusti to osebo zraven. Uporaba NLP tehnik, hipnoze in tako naprej z namenom, da nekoga prelisičimo, je tek na kratke proge. Ker prva se oseba reče, wow, ta oseba ne deluje v mojo korist, ta oseba ne deluje v moje najvišje dobro, nočem več sodelovati z njo, nočem biti del tega in tako naprej. Torej, spet, če nekdo gre skozi proces NLP-ja ali pa hipnoze coachinga, ne pomeni, da je potem kar naenkrat nov človek. To samo pomeni, da je z eno stopničko zrastel.
In to je proces, ki ga moramo skozi početi. Tako, ko enkrat življenje tankamo, enkrat tankamo, recimo v avtu, potem ramo spet tanka čez en cajt, ali pa napoln baterijo v avtu. Torej, ni več to, da bomo zrekli, da imamo do konca življenja brez energije, niso pri osebnostni rasti. Vedno znova rabimo nekaj narediti na sebi, da se izboljšamo, popravimo in pridemo nazaj. Zdaj smo nekako na začetku novega leta, pa me zanima, če imaš kakšen nasvet, kako si postavljati ustrezne cilje za obljube, ali pa kakšne napake ljudje počnemo, ko si dajemo neke za obljube za novo leto. Imaš kakšen nasvet? Jaz bi začel s eno konkretno stvarjo, ki je res pomembna. Človek si lahko izbere celotno kolo življenja in napiše cilje za vsa področja. Ma tisto, kar je kritično, kar bi rad spremenil, je pomembno, da se sfokusira na to in potem, da uporabi nek tak časovni razpon, ker mi vemo nekaj, mi vemo recimo, da, če dam primer kajenje, da oseba rabi 2, mogoče 3 dni, da je fizično neodvisna, to pomeni, da se ta fizična odvisnost reši. Potem rabi 21 dni, da rata to recimo nova navada. Potem je 90 dni, 3 mesece, da to postane nova identiteta. In mi moramo dati zdaj nek načrt ob cilju, kako bomo to 90 dni ali več konsistentno počeli. Jaz res verjamem ne samo v cilje, temveč v spreminjanje navad. Kaj navada ali pa ritual je neka stvar, ki se dogaja nezavedno cel čas in prav to, drobni koraki vsak dan pripeljajo do velikega cilja nekoč. Ja, in zato bi jaz res vsakemu, ki naj ogleda, posluša ob novem letu najprej zaželel res veliko zdravja, veselja, pozitivnosti, hkrati tudi to željo po targetu, cilju in hkrati, kaj so drobne stvari, kaj so majhne drobne stvari, ki bojo pripeljali do tega cilja. Katere navade je pomembno narediti. In delati na navadah je delati na koristnemu avtopilotu, ki bo potem nas pripeljal do željenega cilja. Hitreje, lažje, brez razmišljanja. Zato je tako pomembno, da se nekdo osredotoči na to. A imate kakšne prihajajoče dogodke, na katere bi rad povabil ljudi? Ja, pripravljamo brezplačno 4-dnevno delavnico, ki se imenuje Hipnodiploma. In na tej brezplačni 4-dnevni delavnici bomo naučili vse naše potencialne udeležence, kako uporabljati hipnozo v vsakdanjem življenju, predvsem zato, da izboljšajo sebe, torej za osebnostno rast, ali pa hipnozo za tako imenovano poslovno rast. Kje in kdaj? Ja, na naši strani mastermindacademia.com poševnica Hipnodiploma se lahko brezplačno prijavijo in dobijo tam vse podatke. Bi še kaj podelil s poslušalci za konec, ti še kaj leži na duši? Za konec bi se ti zahvalil za ta čas, bi se zahvalil vsem, ki naj jo poslušajo, gledajo in bi vsem zaželel, da sprejmejo to odločitev, da bojo preostanek življenja preživeli v lepem, pozitivnem čustvenem stanju. Hvala za obisk, Aleksander. Jaz tudi tebi želim veliko uspeha in sreče še naprej, pa veliko pozitivnih sprememb, tako pri sebi, kot pri tvojih bližnjih, kot seveda pri vseh ljudeh, s katerimi delaš. Hvala lepa. Hvala.